Danes bomo pogledali, kaj se nam bo dogajalo v aprilu. April je namreč en tak zelo intenziven mesec. Pogledali bomo tudi, kaj to pomeni na različnih nivojih zavedanja. Ena od stvari, ki nas bojo v aprilu kar dobro preizkušale. Koliko smo prizemljeni v smislu, da znamo držati fokus na eno stvar in hkrati biti odprti za vse informacije, ki prihajajo. Tako da smo v času, ko, bom čisto iskreno rekla, nismo več v vrtcu. Tudi osnovno šolo smo že dali skozi, tudi srednjo šolo pravzaprav že zaključujemo, in se kot človeštvo, oziroma vsaj tisti, ki delate na sebi, se premikamo res že na faks. In če nismo delali prej, potem nas zdaj vsi stari grehi kar hitro ujamejo. Tak lep citat od Rumija: če ti gre na živce vsak dotik, kako boš nekoč brušen diamant. To je tako nekako skoraj kot naša multidimenzionalnost, ko mislimo, da smo že vse predelali, da več se pa ne da, dobimo še en nov nivo. In ko pridemo na nov nivo, nas tam čakajo nove preizkušnje, novi testi. Pa dajmo pogledati, kaj nas čaka v aprilu. In sicer 1. aprila, in to ni šala, nas čaka mlaj v ovnu. Je fajn, da ste zavestno prisotni in opazujete, kaj se dogaja v vas predvsem in pa seveda tudi zunaj vas. In oven je tisti, ki da ta impuls, ki ga zdajle tudi vidimo, ta ogenj, ki ga zdajle vidimo v naravi, ki je zdajle v enem tednu vse vzbrstel. Začela se je toplota, boginja Ostara je res prinesla pomlad, začela se je toplota in kar naenkrat, jaz sem šla danes tam po cesti, včeraj vem, da še ni bilo, zato ker je to res en tak velik področje, je vzcvetel črni trn oziroma glog, tle v Ljubljani, ker je pač glih tako, da sonce fajn sije, je bolj toplo in je danes in je tako prav en tak bel kup cvetja. Hkrati je pa v bistvu prav 1. aprila pride tudi do konjunkcije Sonca in Kirona. Kiron je pa v bistvu tako imenovani ranjeni zdravilec. In tam, kjer imamo rano, tam je tudi tisto področje, ki ko se ga lotimo, ko se zares lotimo zdravljenja te rane, to je lahko kakšna travma iz preteklosti, to so lahko tudi srčne rane, to so lahko razni šoki, to je lahko, govorimo bolj o tem čustveno, mentalno, energetskem nivoju seveda, tam lahko razvijemo neko razumevanje tudi in pa v bistvu sočutje do sebe, ter to razumevanje, kaj nas to uči. In običajno tam, kjer imamo največ težav, tam naredimo seveda, kar se želim, če prevzamemo odgovornost in se želimo pozdraviti, naredimo največ raziskav in postanemo strokovnjaki. Tako kot je Kiron postal najboljši zdravilec, ker je iskal zdravilo v bistvu za svojo težavo, tako velikrat ljudje na področju, kjer imajo največ težav, postanejo največji eksperti. Kiron nas uči, kako lahko naša rana postane zdravilo. Konjunkcija Marsa in Saturna. Mars in pa Saturn, pa bom še kasneje se jih dotaknila, pa v bistvu, ko sta skupaj, predstavljata, bom tako rekla, aktivno odgovornost. Se pravi, Mars je tisti planet akcije, Saturn je pa tisti, ki reče, a pa gremo lepo po vrsti, pa a je vse tako, ko štima, pa a si preveril, a so trdni temelji in tako. Na kaj vam pritisne, kaj povzroči v vas, in takrat je fajn, da ste pozorni na to, da ste opazovalci, da se ne zatikate v to, ampak sam, ok, zanimiv, tole je v meni. Potem pa
pride najpomembnejši datum v aprilu, in sicer 12. april, ko pa pride do konjunkcije Jupitra in Neptuna v ribah. To je ena stvar, ki se ni zgodila že 166 let in se ne bo zgodila naslednjih 166 let, približno. Je tak ful pomemben datum v letošnjem letu, ki pomaga iti na nov nivo zavedanja, na nov nivo zavesti, zato ker to je zelo visoko kreativna energija. To je v bistvu iz nezavednega lahko pride ven nekaj, kar je wow, ki sploh vedeli niste, da je v vas. Mi bi še bili, mi bi še malo bili tam, kjer smo navajeni biti, tole pa reče, ne, čist neki novega, čist neki Rečeš, a pa ne zdaj vse to, kar pustim, in je tako, ja, ti kar sledi temu, kar prihaja. Konjunkcija med Jupitrom in Neptunom je v bistvu najmočnejši aktivator duhovnega prebujenja. Po vsej verjetnosti se bodo ljudje od aprila dalje veliko bolj zanimali za duhovnost, za osebno rast, za zdravilske metode, za alternativo, za razne oblike zdravljenja in vse to. Enostavno bojo te informacije postale jim na vibracijski, na frekvenčni ravni dostopne. Se pravi, da bo kar naenkrat bojo rekli, lej, pa res, bom vodo dala na svoj mlin, cvetne esence obstajajo, prvič vidim, da jaz bi pa to probal. Ker so prej lahko mogoče se mem jumbo plakatov vozili, pa niso opazili tega. Zato je zelo pomembno, da preverjamo te stvari na več nivojih. Eno je to, kar sem vas glihkar vprašala, a je razumljivo, a je jasno, a stvari štekate, to je čist umski, razumski nivo. Drugo je, a s tem vibrirate, a je to usklajeno z vašo vibracijo, a je to nekaj, kar čutite, da vas pritegne, ali nekaj, kar vas odbija. To je čustveni nivo oziroma ta čutni nivo. In potem je še tisto, ki je pa nekaj vzadaj, kar pa sploh ne morete čisto določiti, kaj je, ampak vas ali drži pred ekranom ali pa vas pošlje stran, kaj pa vaša intuicija, vaš višji jaz. In šele, ko so vsi nivoji usklajeni, takrat veste, da je to za vas resnica. Če vam nekdo sam mentalno nekaj razlaga, pa vi ne čutite, da je to ok, pa še nekaj vam odzad govori, da to ni ok, pol ni ok, 2 od 3, ja? Notranja demokracija. In bolj kot zaznavate oziroma poznate sebe, več teh notranjih ključev imate, ki vam tudi kažejo, a nekaj je ok ali ni ok. Še ena stvar, Neptuna je, da ful od Zemlji, ker odpira dimenzije gor in tudi verjetno, če boste imeli občutek, da vaša kronska čakra, da se v aprilu ful odpira, imate prav, ker se in vas bo lahko kar malo odnašal. Lahko boste imeli občutek, da ste kar malo motični, lahko boste izjemno meglo imeli v glavi. Nekaj okrog glave se bo sigurno dogajalo, to je Neptun. In zato je zelo pomembno prizemljevanje. Prizemljevanje v energetskem smislu, prizemljevanje tudi v smislu v samo telo, čutiti telo in čutiti njegove potrebe, kaj vam pravi. Če boste čutili utrujenost, poskrbite za počitek. Če boste čutili žejo, poskrbite za hidracijo. Če boste čutili da rabite iti ven na sonce, pejte ven na sonce. Če boste čutili, da rabite počasno gibanje, se gibajte počas. Zelo slediti tem občutkom v samem telesu. Go with the flow je glavno vodilo v času konjunkcije Jupitra in Neptuna. Ravno zaradi tega zamegljenega umskega dela, kar je še pomembno, čiščenje. Pa ko boste imeli dosti čiščenja, še malo čiščenja. Na vseh nivojih, pa se bom pol dotaknila, ko bomo šli še po dimenzijah.
postavljanje mej, čiščenje pa postavljanje mej. To sta dve glavni zadevi in sicer čiščenje vsega in postavljanje mej vsemu, kar ni usklajeno z vašo vibracijo. Vesolja ne zanima, če ste vi 30 let, pa 20 let, pa 10 let, pa ne vem koliko let vlagali v eno stvar, če ni več usklajena z novim, bo to odšlo. In bolj, ko se boste temu upirali, težje vam bo. Go with the flow. Ko bomo to preživeli, nas čaka pa polna luna 16. aprila in sicer v Tehtnici. Polna luna v Tehtnici razkrije vse tisto, kjer ni ravnovesja, kjer ni harmonije, tja vam pritisne, tisto osvetli, zato da to lahko pozdravite. V odnosih boste res opazovalci, ki zmorejo prešteti do 5, preden reagirajo. A je zdajle smiselno, ali lahko se obrnem pa rečem, ne zdajle, ker ne bo šlo v pravo smer, grem razmisliti, pa se obrnete pa greste. Potem 30. aprila imamo pa konjunkcijo Venere in Jupitra, ker sta Neptun pa Jupiter itak skupaj, in pa Mlaj v Biku. Je pa to ravno zaradi tega, ker je Venera v konjunkciji z Neptunom in Jupitrom, bo pa to fantastičen čas za manifestacijo. Bojo pa te energije res ful podprte. Zdaj, če pogledamo, še direkt po dimenzijah, 3D, 4D, 5D, ker na vsaki tej dimenziji se stvari malo drugače odvijajo. Se pravi, čist fizičnem nivoju, na 3D, to, ker je večina sveta še vedno vseeno je to čas upora in razpada starih struktur. Na osebnem nivoju, se pravi na kolektivnem nivoju, na osebnem nivoju so te strukture vaše navade. Navade razmišljanja, čustvovanja, delovanja, čist navada, kaj zjutraj najprej naredite, ko vstanete in tako, kere rituale imate, kere prakse delate, vse to vas bo začel malo, a so ta prave, a vas podpirajo ali ne, ali živite na avtopilotu. Globinsko čiščenje na 3D, se pravi pomladno čiščenje, to pomeni pospravljanje po stanovanju in po vaši notranjosti. Prehranjevanje, še posebej prebavni trakt, se pravi, ta nam kaže način, kako asimiliramo in procesiramo stvari v življenju. Vaša prebava je fantastičen pokazatelj tega, kako v življenju procesirate in asimilirate informacije, čustva, vse, kar se pač dogaja. Čiščenje tega je zdajle ta prav čas, zato imamo na voljo v naravi, če imamo na voljo regrat, ki sta sveža. Potem mlade koprive zdajle že rastejo, ki so tudi za čiščenje krvi fantastične. Ena najboljših stvari, na katero sem naletela v zadnjih letih, so izdelki podjetja Rut. Ker res globinsko v celice noter, mislim, prav na celičnem nivoju čisti. Na tem nivoju boste najbolj čutili ta notranji konflikt med višjim jazom in pa egom. To, kamor vas višji jaz vleče, pa to, kjer vas ego hoče zadržati, to boste najbolj čutili prav v 3D. 4D. Tukaj ni več časa in prostora. Je pa dualnost, še vedno je ta dualnost. Kolektivne energije so zelo močne na 4D, astralni svet se že odpira na 4D in pa v bistvu tukaj se zdaj največ dogaja in tukaj bo tudi največ sprememb, ko se bojo razkrivale stvari, ki so bile do zdaj skrite. Bo Jupiter tudi poskrbel za to, da bo še posebej na veliko vse, da se bojo stvari še bolj intenzivno odvijale, kar pomeni, da če so v vas
strahovi kolektivnega izvora se bojo še povečali. Jupiter poveča, kar pomeni, da vam, bom rekla, omogoča, da boste zdaj videli, zares videli, kaj razmišljate in kako čutite, ker bo to šlo tako through the roof. Res bo intenzivno. Elektromagnetno delovanje Zemlje, sončni izbruhi so ful močni, že zadnje pol leta. In to se skozi, ne glede na to, se zavedate ali ne, se to skozi dogaja in tisto, kar pomaga, je, da skrbite za svoje fizično telo, da to zmore. Se pravi, gremo spet nazaj na 3D. Dogajanje na 4D povzroča lahko težave na 3D. Zato je pomembno, da ste dovolj hidrirani in pa da imate dovolj elektrolitov v telesu in pa dovolj mineralov. In eden najpomembnejših je magnezij. Pomaga pri več kot 300 procesih v telesu. Najpomembnejši je, da v bistvu podpira delovanje živčnega sistema. In živčni sistem je najbolj pod udarom, ko se ta elektromagnetna polja med sabo usklajujejo. Na 4D, na 5D, kjer pa že govorimo o kvantni zavesti, o kvantnem polju, v bistvu o tem, kar je že zelo daleč od linearnosti, kjer pa se presega že tudi ta dualnost, to je pa delo s svetlobo, energijsko strukturo, aktivacije DNK-ja, to je v bistvu tudi ta multidimenzionalnost. In če boste imeli občutek, da ste tako malo zadeti, to pomeni, da v bistvu se vaša zavest že malo na tem 5D zadržuje in da je čas tudi za prizemljitev, zato ker verjemite, da zdajle je ta prav prizemljitev pa skrb za fizično telo veliko bolj pomembna od tega, kaj boste vi zavestno delali na multidimenzionalnosti, ker tam se itak stvari dogajajo. In ker vaš višji jaz in vaša duša dobivata vse te svetlobne kode, ker na tem nivoju pa elektromagnetno valovanje sonca ni več v tem smislu elektromagnetizma, ampak so to fotoni sončni, ki vsebujejo vse informacije za naše svetlobno telo. To so pa aktivacijske kode, vsi upgradi, vse te zadeve in to se dogaja, verjemite, brez sodelovanja našega razuma. Tukaj imamo pa tisto sprejemanje, neobsojanje, ljubezen do sebe, do drugih. Tle je pa tisto, kar sem prej rekla, bodite opazovalci, kaj se dogaja. Tukaj je pa res vaš test tega, a to, kar opazujete, še obsojate, sodite, ali lahko vidite preko tega v to, da smo pač vsi del iste enosti med sabo povezani. Vse te stvari nas čakajo in ker to vem, sem se odločila tudi, da bomo naslednjih 5 tednov imeli vsak četrtek dopoldne, bom jaz naredila en Facebook live v tej skupini o dimenzijah zavedanja. Zato, ker jaz vidim, koliko je meni lažje, ko vem, na katerem nivoju se kaj odvija, dogaja in kako poskrbeti za to. Česa vse je naše fizično telo zmožno, komu to dovolimo, mislim, to je tako fenomenalno. Mi imamo res najboljšo mašino v vesolju, ki jo pa ne znamo uporabljati. In mislim, meni je bilo tako zanimivo, da sem mogla najprej spoznati neko ful hudo duhovnost, zato da sem se pol vrnila nazaj k fizičnemu telesu in začela šele spoznavati fizično telo in kako je pomembno, da sploh lahko vzdržujem tisto duhovnost. Da tako nekako najbolj na hiter povem. Se pravi, pogledali bomo glavne splošne značilnosti vsakega nivoja vsak teden, k čemu prispeva in v bistvu v tej naši multidimenzionalnosti in celostnosti in pa kako poskrbeti za ta nivo. Se pravi, začnemo s fizičnim, nadaljujemo s čustvenim, mentalnim, potem z astralnim telesom in 28. aprila, ko je konjunkcija Venere in Neptuna, se bomo povezali z dušo. Mislim, tada!
Tako da vabljeni, pa ne samo vi, povabite še druge tudi zraven. Pač v tej skupini bom to naredila brezplačno. Odločila sem se, da bom to naredila znotraj skupine. Pol je lažje to prizemljiti. Ne samo zame pa za vas, ampak v fizično realnost za kolektiv. To bo, če boste potovali z mano skozi tale april, skozi dimenzije zavedanja, boste na koncu aprila to razumeli, kaj sem zdaj rekla. Ker zdaj se toliko enih stvari sidra in prizemljuje za bodočnost, da je to v bistvu, mi se res še ne zavedamo, kaj vse še prihaja. Tako, mislim, noro je. In kako pomembno je za cel univerzum, da nas je čim več res utelešenih, prizemljenih, zasidranih z zavedanjem o svoji lastni multidimenzionalnosti. Torej, veliko vode piti, magnezij, čiščenje telesa in pa danes sploh še nisem omenila cvetnih esenc. Cvetni orakelj, cvetne esence, to je pa za čist individualno, za vsakega izmed vas, vpogled v to, kaj pa vaš višji jaz oziroma vaša duša pravi o vaši trenutni situaciji. To je pa tako tak magic, ki naredite, in jaz tako uživam zraven, da res upam, da si boste to privoščili, ker je prav poboža vašo dušo, vaše srce in vas napolni s toliko ene energije, pa itak potem dobite še individualno mešanico za delo kasneje doma, da s tem delate noro. Se vidimo, se čutimo, se povezujemo. Čau, čau. In hvala vsem, ki ste bili z mano, ki še boste z mano, ki boste gledali posnetek. To je to. Čau.